Pogled na temno nočno nebo posuto z zvezdami pritegne vsakega opazovalca. Vsi občudujemo zvezde na nebu. Spominjamo se, da smo se v šoli učili o nekaterih ozvezdjih. Vsi poznamo zvezdo Severnico, ampak koliko ljudi je z nas sploh najti na nebu? Tu nam priskoči na pomoč zvezdna karta. Ljubiteljski astronomi velikokrat prisegajo na vrtljivo zvezdno karto, ki nam omogoča orientacijo po nebu in iskanje pomembnih informacij za opazovanje s prostim očesom ali s teleskopom. Primerna je za vse osnovne namene pri orientaciji na nebu, hkrati je dopolnjena z mnogimi koristnimi podatki in elementi. Pomembno je le povedati, da je za območje Slovenije primerna zvezdna karta, ki je prilagojena za geografsko širino naših krajev. Se pravi, na severno geografsko širino 45 do 46 stopinj. To pomeni, da vrtljive zvezdne karte, ki jih uporabljajo na Finskem ali v južni Italiji, za naše kraje niso uporabne. Kateri so osnovni elementi vrtljive zvezdne karte? Vrtljiva zvezdna karta je sestavljena iz dveh delov, ki sta vrtljivo seveda speta. Spodnji del vrtljive zvezdne karte imenujemo ravnina objektov, zgornji del pa ravnina vidnosti. Ravnina objektov je dejansko kartonasta, na katerem so vrisane zvezde in označena ozvezdja, ki jih vidimo s prostim očesom. V ravnini objektov se nahaja tudi Rimska cesta. Zvezdno polje obdaja obroč z meseci in datumi s korakom po 5 dni. Ravnina vidnosti je prozorna folija z označenimi urami na obroču pri robu. Del karte je zatemnjen in predstavlja tisti del neba, ki v trenutku opazovanja ni viden. Tiste zvezde so pač pri nas pod obzorjem. Prozorni del pa označuje tisti del neba, ki pa ga vidimo ob določenem datumu in uri. S prostim očesom vidimo v temni jasni noči zvezde do 6. magnitude, to je več tisoč zvezd. Na karto so vrisane zvezde do 4. magnitude. Magnituda nam pove, kako svetla je videti zvezda na nebu. Manjša magnituda pomeni svetlejšo zvezdo. Na karti je pač predstavljena z večjim krogcem in obratno. Rimska cesta je obarvana temneje. Matematično obzorje je narisano na foliji s polno črto. Seveda, neosenčen predel znotraj te črte si moramo predstavljati kot neke vrste nebesno polkroglo, ki jo vidimo nad nami. Meridian ali lokalni poldnevnik seveda predstavlja črta, ki teče od severa čez zenit, pa seveda potem vse do juga in deli nebo na vzhodno ali zahodno poloblo. Za lažjo orientacijo je narisana še pikčasta črta, ki teče od vzhoda čez zenit na zahodni del neba. Vidno nebesno polkroglo deli na dva enaka dela. Obe črti se sekata v zenitu, se pravi na nadglavišču, se pravi točki, ki leži točno nad našo glavo. 4 predeli neba znotraj obzorja na karti torej predstavljajo v naravi četrtine vidne zvezdne polkrogle. Da se bomo s to karto lahko orientirali, moramo najprej določiti smeri neba. Najlažje je, da začnemo z ozvezdjem Veliki medved oziroma delom tega ozvezdja Velikim vozom. 4 svetle zvezde predstavljajo četverokotnik, ki predstavlja voz, 3 svetle zvezde pa njegovo oje. V mislih podaljšamo razdaljo med zadnjima dvema zvezdama voza za približno 5-krat in pridemo do Severnice. Severnica seveda tukaj ni narisana, ker je na tem mestu net. Ko smo obrnjeni proti Severnici, je na naši levi zahod, na naši desni vzhod, za našim hrbtom pa jug. Sedaj enostavno poiščemo še druga ozvezdja. Upoštevajmo, da je na karti zelo pomanjšana slika neba. Karto držimo v roki obrnjeno tako, da je tista smer neba, ki jo želimo opazovati, spodaj. Katere stvari nam omogoča določiti zvezdna karta? Dejansko prva in osnovna stvar je ta, da vidimo videz neba na katerikoli dan in uro v letu. Torej, če se pač odločimo pogledati, kako bo izgledalo nočno nebo na današnji dan, se pravi na 15. marec, recimo ob 8. zvečer, enostavno uro 8 poravnamo z datumom 15. marec in dejansko vidimo, katera ozvezdja so dejansko vidna takrat na našem nebu. Seveda,
15. marca ob 8. zvečer so dominantno tale zimska ozvezdje, kot je recimo ozvezdje Oriona, ozvezdje Dvojčkov, ozvezdje Raka, ozvezdje Bika. Seveda, prav tako vidimo ozvezdje Velikega medveda, Žirafe, Kasiopeje, Perzeja in seveda Malega medveda skupaj z zvezdo Severnica. Prav tako lahko določimo, kdaj je katera zvezda na nebu najvišje. To je dejansko prav lahko. Enostavno ta naš lokalni poldnevnik pokrijemo z zvezdo, se pravi naša najsvetlejša zvezda na našem nočnem nebu je zvezda Siri. Enostavno, bom rekel, tole karto, pač lokalni poldnevnik prekrijemo pač na zvezdo Siri in seveda spet odčitamo, da bo zvezda Siri na najvišji točki na našem nebu 15. marca, tam nekako ob 19. uri in 15 minut. Vrtljiva zvezdna karta nam pomaga seveda določiti tudi, kdaj zvezda vzide ali zaide. Če se spet osredotočimo na Siri, na našo najsvetlejšo zvezdo, vidimo seveda, da Siri vzide na vzhodnem delu neba in ta vzhodno obzorje poravnamo s to zvezdo. Vidimo, da 15. marca zvezda Siri vzide nad našimi kraji ob 14. uri in približno 35 minut. Kdaj bo pa ta zvezda zašla? Tudi to se da določiti brez večjih težav. Dejansko zahodno obzorje pokrijemo zvezdo Siri in spet določimo datum oziroma uro na današnji datum, se pravi 15. marec, se pravi Siri bo zašel mogoče okrog polnoči, 5 minut pred polnočjo. S pomočjo vrtljive zvezdne karte določimo tudi uro vzida in zaida sonca. Naše sonce se seveda med letom giblje po neki navidezni črti na nebu, ki ji drugače pravimo ekliptika. Ekliptika je določena s tole rdečkasto črtkano črto, ki pač teče v katerih ozvezdjih, ki jih drugače poznamo pod imenom zodiakalna ozvezdja. Enostavno spet, če hočemo določiti, kdaj naše sonce vzide, bom rekel spet pač 15. marca, spet vzhodno obzorje pač pokrijemo z datumom na ekliptiki, se pravi na ekliptiki najdemo datum 15. marec, takole. Marec je nekaj tukajle in seveda vzhodno obzorje prekrižamo s 15. marcem, nekako takole. In seveda odčitamo, da naše sonce 15. marca vzide približno 6. uri in 20 minut. Kdaj pa sonce zaide ta dan? Spet preprosto, zahodno obzorje pač prekrižamo z ekliptiko, z datumom približno 15. marec, takole nekako, in seveda spet 15. marca ugotovimo, da naše sonce zaide tam nekako okrog 18. ure. Prav tako nam vrtljiva zvezdna karta omogoči videz lune na določen datum, vse do leta 2036. Prav preprosto je, dejansko, poglejte, na spodnjem delu karte imamo označene rimske številke od 1 do 12. Te rimske številke predstavljajo mesece v letu. Na prozorni foliji, pač na ravnini vidnosti, pa seveda imamo označene še nekatere številke, tam 18, 26, 34, 23, 31, 20, 28, 36, 25, 33, 22, 30, 19, 27, 35, 24, 32, 21, 29, to so pa letnice. Se pravi, mi smo seveda leto 2022 in letnico 22 sedaj pač pokrijemo z rimsko številko 3, se pravi z marcem, ki je pač 3. mesec v letu. In potem seveda določimo videz naše lune s pomočjo tehle številk. Ob robu te ravnine vidnosti, spet smo tam okrog 15. marca, je luna skorajda polna.
Dejansko je vrtljiva zvezdna karta enkraten pripomoček za vse ljubitelje narave in nočnega neba. Veseli bomo, če se boste po njo oglasili v našem planetariju. Želimo vam veliko jasnih noči in vedrega neba.